Spoštovani gospe in gospodje, spoštovane rojakinje in rojaki, cenjeni predsednik Društva Slovenije v svetu, magister Uroš Odzorn, cenjena državna sekretarka za Slovence v zamejstvu v svetu, gospa Vesna Humar, monsignor dr. Anton Jamnik, drage maturantke in maturanti in vaši spremljevalci, spoštovani ostali visoki gostje in tudi nastopajoči. Vesel in počaščen sem, da vas lahko pozdravim v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta ob vašem častitljivem jubileju, 30. obletnici Semenskega društva Slovenije v svetu in že na 28. taboru Slovencev po svetu. Dogodki, kot je današnja slovesnost, so izjemna priložnost za poglobitev vezi, se živi v tujini zdaj že več generacij slovenskih rojakov. Marsikatera svet za njimi pa vse bolj bledi in se trga. Naša dolžnost je, da v imenu matere, torej države Slovenije, to vez krepimo, jačamo in negujemo do te mere, da bo naših 650 000 rojakov, ki jih živi izven meja domovine, čutilo utrip slovenske družbe, njeno dihanje in razvoj kot enakopraven in toplo sprejet član širše slovenske družine. Brez dialoga se res namreč pretrga, brez ljubezni čustva utopijo do te mere, da prej prijatelji, zdaj tujci lahko postanemo. Kot mlada država, ki se je morala tisočletja boriti z viharji, da je lahko nastala in obstala kot državotvorna tvorba, se mora Slovenija zahvaliti za podporo, pogum in priznanje vsem svojim rojakom v zamejstvu in po svetu, ki so jo nesebično in srčno podpirali na poti do osamosvojitve. Iz izkušenj lahko potrdim, da je močan občutek pripadnosti domovini nekaj, kar druži vse naše zamejske in semenske rojake, ne glede na tisoče kilometrov, ki nas ločijo drug od drugega. V nadaljevanju bomo prisluhnili velikemu pesniškemu domoljubu, Tonetu Kuntnerju, ki je povedano tako silovito boleče izpovedal v svojem verzu. Pojem ti hvalnico domovina, kakor se tudi spodobi za sina, komu tujina razjeda srce. Skrb za ohranjanje slovenske kulture, jezika in običajev je strani naših rojakov vselej tako navdušujoča in srčna, da jo celo doma v Sloveniji redko najdemo. Slovenija je bila pred 31 leti na razpotju. Odločila se odločno, pogumno in enotno. Ni oklevala, ni se bala tvegati. Seveda je bila ta samozavest, kot rečeno, spodbujena tudi po zaslugi naših rojakov, izseljencev v zamejstvu in po svetu. Prav ta tiha diplomacija, ta nesebična podpora, pa tudi žrtvovanje in solidarnost sta namonila novih moči, predvsem pa volje in upanja, da se bomo uspešno in drzno postavili na lastne noge. In skupaj nam je uspelo. Hvala. Danes znova stojimo na razpotju. Svet, še sveže ranjen od borbe z epidemijo, se sooča z novimi izrednimi razmerami. Vojna žarišča v naši bližini ter podnebne spremembe terjajo nov miselni preskok, predvsem pa prenovo celotnega družbenega angažmaja. Dejstvo je, opozorila so jasno, svet in z njim Slovenija se mora spremeniti v bolj odgovorno, solidarno, strpno in manj potratno družbo, ki zna skrbeti za svoje člane, zlasti tiste najbolj ranljive in pomoči potrebne. Globalna povezanost je porušila mnoge meje, fizične in virtualne, a tudi tiste v našem umu. Zdaj smo vsi, tako državljani znotraj kot tisti zunaj naših meja, ena vse bolj povezana skupnost. In prav po zaslugi prizadevanj Semenskega društva Slovenije v svetu, ki svoje nesebično in plemenito poslanstvo negujete že 30 let, nas ne sme biti strah za slovensko prihodnost. V Državnem svetu se bomo še naprej trudili, da ostanemo vaš partner s posluhom in vaš glas v matični domovini,
vsem nam tako ljubi Sloveniji. Iskrene čestitke z jubilej in prijetno praznovanje v nadaljevanju. In kadarkoli k nam pridete, dobrodošli. Kadarkoli odidete, ne z Bogom, ampak na svidenje kmalu, kjerkoli že boste, vedite, tudi tukaj ste doma.